A veš, kaj je ful čudna stvar pri inspiraciji? Da vedno takrat pride, kadar najmanj pričakujem. Cel dan sem se matrala, da se spravim do tega, da posnamem kaj. Ni pa ni šlo. Posnela pa je bilo kar nekaj. Posnela pa sem po nesreč zbrisala. Posnela pa nisem vedela, da mi je baterija vmes crknila. In sem bila slabe volje. In sem prišla ven v to lepo vreme. Trenutno odpada toča, by the way. Sicer je zelo majhna. Tako da, imam marelo, ki je ne uporabljam, ker zakaj bi jo. In med tem, ko sem hodila, me naenkrat prijelo. Jaz bi pa snemala. Zdaj bi jaz snemala. In fora inspiracije je, včasih moraš zamenjati okolje. Včasih moraš narediti kaj dobrega zase. Recimo, mene narava ful navdihne. Najdeš moraš recimo, kaj spodbudi tvojo inspiracijo. Meni ponavadi že to, da zamenjam okolje, da recimo grem v kakšno kavarno ali pa na sprehod, mi ful spodbudi možgane. In to nenamerno, zato ker dejansko sem šla na jezen sprehod, ker sem imela poln vsega danes. Trenutno imam res stresne dneve in stresno življenje, že vse od decembra. Sem šla več kot ne sem zunaj ogromno. Zato ker me to pomirja in me sprošča in lahko zadiham, kljub temu, da je vreme takole, pa da je -5 stopinj. Nisem načrtovala, da bom imela inspiracijo. In me je prijela. In sem mogla jaz posneti en video. O čem? O megli. Megla me je navdihnila, da posnamem video o megli in o tem, kako je v bistvu to simbol za življenje. Kva? Tukaj smo. In potem sem si rekla, zakaj pa še ne bi posnela video o inspiraciji in o tem, kako je smešno, da sem dobila inspiracijo v megli, da povem nekaj o megli, ki je v bistvu metafora za življenje. Ful cool. Če nimaš inspiracije, jaz predlagam, da zamenjaš okolje. Da se daš v situacijo, kjer tvoji možgani počivajo in so popolnoma osredotočeni na samo obstoj. Ne? Ko sem jaz v naravi, jaz ne razmišljam o položnicah, ne razmišljam o težavah, malo razmišljam, ampak slej ko prej si rečem, pa sej ni toliko slabo, le vso to naravo. Motivacija je en del, drug del je disciplina, potem je pa še tukaj inspiracija. In če ni inspiracije, kolikor dobro je disciplina, če probaš ustvarjati, ti bo zelo težko šlo. Toplo pa tudi priporočam stik z naravo. Dejstvo je, da zeleno pomirja in sprošča možgane. Konec koncev evolucijsko je to dosti smiselno, glede na to, da smo včasih živeli tle. Med zelenjem, ne? To je to, kar so naši možgani navajeni gledati, ne? Ne ekrane, pa ne 4 stene. Ful blagodejno vpliva na človeka. Jaz, ko sem najdla ta stik z naravo, da sem zdaj zunaj v vsakih vremenskih pogojih, pa včasih me nisi spravil ven, če ni bilo zunaj minimalno 15 stopinj, pa sonce. Odkar sem najdla ta stik z naravo, ful lažje ustvarjam in ful z večjim veseljem ustvarjam, tudi ful sem bolj pomirjena. In konec koncev, ko pridem sem ven, me toliko boli za vse, a veš, ja, v redu, pač položnice, ja, v redu najemnine, ja, v redu težave, ja, v redu to in to. Ko sem kle zunaj, si rečem, dokler lahko vidim to, dokler lahko uživam v tem, me nič kaj drugega ne bo dosti ganilo. Tako da ja, to je moja motivacija za danes. Hvala za pozornost. Ajde, bye.